Še kdo zjutraj odpre oči in pomisli na eno vročo, omamno, dišečo kavo? Jaz ne, ampak se vem, kdo drug pa ne bi izlezel iz posle, če ga ne bi čakala ena močna, dobra kava. Ampak, a je to res pravi način za zbujanje? Je kava dobra za nas, a nam lahko škoduje? A kava res dviguje krvni tlak? V današnjem videoposnetku bomo preverjali, kako kava vpliva na krvni tlak, stres, počutje, lepoto in holesterol. Živijo in dobrodošli nazaj na kanalu Moj laboratorij. Aleš, Bija. Zdravstvena delavca sva vsako nedeljo vas probala tukaj nekaj novega naučiti, tako da če ste novi na kanalu, se naročite, pa zdaj nama stisnite like tudi zato, da ne boste pa pozabili. No, ker jaz obožujem kavo, se mi zdi, da je vedno pravi čas za vsaj eno skodelico. Jaz pa kave ne maram in je zato tudi ne pijem, čeprav večina ljudi začenja dan prav s skodelico kave. Pitje kave namreč včasih velja za jutranji običaj, danes pa kava v bistvu predstavlja nek tak socialni obred, druženje in se zato izvaja skozi celoten dan, včasih pa tudi zvečer. No, in na koncu dneva imamo tako lahko dvomestno število kava, ne? Pri tem pa se že dobro vprašati, a je kava res dobra za naše zdravje. No, kava spodbuja centralno-živčni sistem, zato se pogosto uporablja, kadar smo utrujeni, ob pomanjkanju spanja in pa tudi za izboljšanje duševne aktivnosti. Ampak velike koncentracije kofeina v krvnem obtoku lahko vodijo v žilne krče, kar pa lahko vpliva tudi na krvni tlak. No, sama imam od nekdaj nizek krvni tlak, pravzaprav prenizek. In nasvet mojega zdravnika je vedno bil, da telovadam in pa pijem kavo. Ker imam kavo rajš, sem ga čisto ubogala. No, to je zame čisto normalen pritisk, ampak po definiciji oziroma v teoriji je pa to zelo nizek. Ampak, a kava res dviguje krvni tlak? Ja in ne. S kolegi smo si v laboratoriju privoščili en odmor za malco, pa zraven tudi pili kavo, predtem pa smo si izmerili vrednost pritiska, vsak izmed nas je pa spil drugačno kavo in po pol ure smo spet izmerili pritisk. In na hitro še malo teorije. Krvni tlak je sila v arterijah, se pravi, ko srce utripa, to je sistolični tlak oziroma zgornja številka. To je 140. In ko srce počiva, to je pa diastolični oziroma se pravi, tista spodnja številka. Meri se v milimetrih izživga srebra, kar označimo z kratico mmHg. In optimalen krvni tlak je tako 120/80 mm živga srebra. Ja, moj pritisk je normalen. Visok krvni tlak oziroma hipertenzija pa pomeni, da je sistolični, se pravi tista ta velika številka, višja od 140. Diastolični tlak pa potem, se pravi ta spodnja številka, mora biti višja od 90. Za nizek tlak pa veljajo vrednosti 100/60 mm živega srebra oziroma vse, kar je nižje. Zdravniki vam bodo rekli, da nizke vrednosti ne predstavljajo nobenega zdravstvenega tveganja in bodo rekli, da boste zaradi tega tudi živeli dlje od vseh tistih, ki imajo normalen tlak, še posebej pa dlje od tistih, ki imajo zelo visok krvni tlak. Ampak vseeno pa ni prav čisto nič lušten med nizkega tlaka. Jaz imam načeloma nizek pritisk. Z medicinskega vidika je to sicer boljše, kot če bi imela visok pritisk, ampak za vsakodnevno funkcioniranje pa tudi nizek pritisk ni prav lušten. No pa dajmo zdaj pogledati, kaj se je zgodilo po naši kavi. Meni se je krvni tlak dvignil, ampak res minimalno in sicer za 3 mm živega srebra. Še vedno pa je ostal na tisti prenizki meji. Tudi pri kolegicah smo ugotovili minimalno povišanje krvnega tlaka. Aha. Za 3. No, večkrat Pa za 5. Puls je pa isti. Kava ne dvigna, saj ne. To smo normalni. Bomo probala pa še s kosilom. Po 2 urah pa je ta spet padel na tisto raven, kjer je bil prej. In raziskovalci iz ameriškega Duke University Medical Centra so v bistvu ugotovili, da skodelica kave na dan dvigne pritisk za približno 4 mm živega srebra, kar smo v bistvu ugotovili tudi mi. No, zdravniki z Harvardske univerze pa so za eno dolgotrajno študijo ugotovili, da kava sicer res poviša krvni tlak, ampak je ta učinek le začasen. Študije so pa pokazale tudi, da v bistvu sploh ni nobene povezave med rednim uživanjem kave in visokim krvnim pritiskom oziroma hipertenzijo, kar v bistvu pomeni, da kava dolgoročno ne dviguje pritiska. Seveda pa to velja za zdrave posameznike. Ljudje, ki imate visok pritisk, dajte si mogoče raje večkrat privoščiti brezkofeinsko kavo, s katero boste imeli potem tudi lažje nadzor nad vašim pritiskom.
Pokazali smo, da kava ne dviguje pritiska, saj ne dolgoročno. Kako pa vpliva na stres? To bova preverila z merjenjem hormona kortizola, ki je glavni pokazatelj stresa. O kortizolu sva v bistvu že govorila in o tudi njegovih učinkih, tako da če vas zanima to, si pogledajte to v tem videoposnetku. Če razmišljamo torej laično in sklepamo, da kava dvigne pritisk, potem bi enako lahko sklepali tudi, da kava dvigne kortizol. Ampak videli smo, da se naš pritisk ni bistveno spremenil. Kaj se pa pol zgodi s kortizolom? V bistvu ti si imela na tešče ful visok kortizol. Ja, jaz sem bila zgleda takrat ful pod stresom, mogoče je bil pa tisti dan šef še posebej tečen. Po skodelici kave pa se mi je kortizol zelo razpolovil, kakor lahko vidite iz izvida. To je v bistvu občutno znižanje in iz tega jaz sklepam, da mene kava pomirja. Tudi moj kortizol je bil pred kavo precej višji kot po kavi, kar je zanimivo glede na to, da jaz kave ne pijem in se zato bolj kot ne žrtvoval za tale eksperiment. Ampak vidiš, da ti ne bi čisto nič škodilo, če bi kdaj z mano pil kavo. Večinoma ljudje po pitju kave občutijo energijo, živahnost, poveča pa se tudi učinkovitost. So pa znanstveniki ugotovili, da redno uživanje kave izboljšuje tudi razpoloženje in zmanjšuje možnost za depresijo, predvsem pri ženskah. Obstaja pa tudi drugi, ki po kavi postanejo počasnejši, si želijo spati. Preveč kofeina lahko tudi povzroči nervozo, tresavico in poruši naraven ritem spanja. No, kava pa ugodno vpliva na počutje, tudi če jo pijemo v dobri družbi. Tole vse skupaj malo bolj za šalo kot za res, ampak mogoče ste pa že slišali nekoga reči, da je mrzla kava dobra za lepoto. Morda pa res nekaj na tem? No, kava, mrzla ali pa pač ne, namreč zviša koncentracijo antioksidantov v krvi in poveča njihovo aktivnost. Glavna in pa izjemno močna antioksidanta, ki se nahajata v kavi, sta klorogenična in kafeična kislina. Ocenjeno je pa, da pivci kave uživajo tudi do 1 gram klorogenične in pa 500 mg kafeične kisline dnevno in na ta način pokrijejo neverjetnih 70% vseh antioksidantov, ki jih dnevno vnesemo v telo. Kava vsebuje snovi imenovane kafestrol, ki lahko zvišujejo raven holesterola. Predvsem tradicionalne, se pravi turška, grška, skandinavska ali pa francoska kava, vsebujejo visoke vrednosti kafestrola. Sva pa seveda moramo mi tudi to preveriti v laboratoriju. Kri sva dala na tešče, pred kavo in pa po skodelici kave. No, kot vidite, se meni vrednosti spremenijo res minimalno, kljub temu, da sem pila kavo s smetano. Sladkor in holesterol sta mi narasla za 0,1, ampak še vedno sta pa znotraj meja in zelo lepa. No, meni pa vrednosti holesterolu in pa glukoze po kavi narastajo bolj. Sladkor v krvi se je znatno povišal, imate tukaj na zaslonu, prav tako pa so se spremenili tudi holesteroli. Mogoče tudi zato, ker kave običajno ne pijem. Ali zakaj pa ne? Tukaj ne moram. Ampak vsem, ko se odločite, da greste v laboratorij na tešče, dati kri, a si ti na tešče zdaj? Ne prej pit kave. No, pri črni vam bojo mogoče še tako pogledali skozi prste, pri mleku pa sladkorju pa zihar ne. Ko smo lih par različnih raziskavah v kavi, da ste videli, da to, kakšno kavo pijete, kaže tudi na vašo osebnost. Avstrijski znanstveniki so namreč ugotavljali povezavo med okusom posameznikov in pa njihovo osebnostjo in so ugotovili, da obstaja večja verjetnost, da je nekdo psihopat, če mu všeč grenka črna kava brez sladkorja. Ja, thanks, da si to izpostavil. Ampak jaz bi prej rekla, da je čudo, da nekdo kave sploh ne pije. Ne, kava namreč vsebuje izredno malo kalorij, sploh če pijete eno tako močno, fino črno. Če pa si v kavo radi dodajate polnomastno mleko, smetano, sladkor, potem se pa to lahko tudi pozna na tehtnici. Naprimer, ena bela kava lahko vsebuje 500 kalorij. To je pa že četrtina kalorij, ki naj bi jih povprečen človek zaužil v enem dnevu. Tako da 6 skodelic kave na dan se ne bo poznal na tehtnici, medtem ko ena bela kava, smetano pa razne pogrotavščine modernih kav lahko vplivajo tudi na kilo. Evo, raziskave, ki omenjajo kavo, je možno interpretirati na več načinov. Dokazano je, da ima kava ugodne vplive na naše zdravje. Dokazano je pa tudi, da preveč kave lahko škoduje. Torej velja pravila zmernosti. Zato grebija zdaj še na eno kavo, na to pa se vračava v laboratorij. Se vidimo naslednjič. Vi pa še naprej zaskrbite za svoje zdravje. Čau! Čau!
Jaz sem ti rekla, da dajva glas. Ja, kaj se pa zgodi? To je za behind the scenes. Pa kar oba stojijo pa gleda. Ja, kaj pa boš?